Cenjeni gledalci, nahajamo se pred gradom na Turniščah. Z nami je gospod Samo M. Strelec, direktor zavoda Novi Zidar. Gospod Strelec, kako smo na cel tukaj? Jaz mislim, da je svoj pomemben trenutek za to okolje, pomemben trenutek za tale grad za nama. 30 let že sameva in od svoj se pravzaprav izstreli, strelec bo izstrelil idejo v Sloveniji, da poskusimo ta grad odkupiti od države, ki je napovedala, da bo grad prihodnje leto prodala. Tukaj smo zato, da bomo prižgali kres iz 2012 žigalic, visok 2012 mm, v upanju, da bomo prihodnje leto, takrat bomo grad kupili, prinesli 2012 pravih polen in naredili en res slavnostni kres veselja in osrečili tale grad. Zakaj na tanko Turnišče? Zakaj ne Dornava? Zakaj ne Bodu? Vse to nas še čaka. Torej, ta kres, ki bo danes tukaj gorel, je kot nek plamen, ki bi ne zagnal neko kulturno revolucijo v tem našem prostoru. Kulturno revolucijo v smislu obnavljanja propadlega. Ja, mislim, da je res preveč čakanja na ljudi od zgoraj, od spodaj, z leve, z desne, od znotraj, od zunaj. Kulturno dediščino nismo soustvarjali, smo je dobili od svojih prednikov, od svojih somehčanov tudi. In pravzaprav, če zelo ne naredimo nič, ki škodimo. In jaz pravim, akt, deluj in bo delovalo, to akt, dajmo vsi malo delovati, ljudje me zdaj srečujejo, pravijo, joj, pa se to ni realno, to ne bo šlo. Seveda ne bo šlo, ziher ne bo šlo, če bomo vsi sedeli, ampak korak po korak se daleč pride, pravi lepi slovenski pregovor, kjer je volja je tudi pot in sem prepričan, da se da zmeraj prava pot najti. Kakšen načrt imate za financiranje odkupa? Načrt je preprost za prvi razred osnovne šole. Cena gradu je 1 200 000 evrov. Če to delite z 2012 kandidati, dobite 600 evrov. Se pravi, grem v iskanje 2012 somišljenikov od Lendave do Kopra, od Jesenic do Zagreba, če hočete, ljudi, ki ni vseeno in ki bili pripravljeni 600 evrov deponirati, vložiti, v primeru, da nam pa ne uspe, pa dobijo svoj denar nazaj. Mislim, da je to poštena igra. Kaj je možno vstopiti na to skupino 2012 ljudi ali celo več? V nekaj dneh računam, da bo Upravna enota Ptuj registrirala zavod, odprli bomo račun in mestu in svetu obelodanili, da se lahko vstopi, vstopna točka bo pa internet. Čakaj, malo še, mogoče vedeti, da občina se nič ne vključuje, še lahko to rečete? Ja, dajmo še to, samo malo. Zdravo, Ivan. Zdravo. Vali, teče. Gre za pomemben projekt. Kakšen je odnos in odziv mestne občine Ptuj? Kot verjetno veste, sem najprej predlagal županu Spodnjega Podravja, da bi pravzaprav dali 15 evrov na, grdo se sliši, glavo svojega občana in bi ta grad kupili od države, se pravi vsi ti spodnje Podravci. Pa sem na kolegijo županu pa slišal, da so občinske blagajne suhe, da denarja za to ni, kar lahko razumem. Je pa župan Dornave, gospod Enžekovič, rekel, jaz bi pa svoj privatni denar dal. In je pravzaprav dal to idejo in se mu zdaj zahvaljujem in bo prvi, ki ga bom držal z veseljem. Torej, kdor želi investirati, ne se poveže z vami in tako vlado zaskrbiti. Točno tako. Iz malega raste veliko. Hvala. Še bi trebalo kaj dodati? Ne, to je vse. V redu. Dobro. To je vse. Dobro. Ti, da je to je napaka bila, ker je